vašem večletnem ustvarjanju ste eksperimentirali že z različnimi žanri, vse od hip-hopa, soula pa do rocka in tudi elektronske glasbe. Me zanima, zakaj se enostavno ali nočete žanrsko ustaliti? Ja, seveda, da se nočemo. Mislim, bolj zabavno je vsakič probati nekaj novega, oziroma nekaj, kar ne znaš, pa se probati malo pomatrati, pa videti, če bo ratal. Saj nismo tako radikalno spet spremenili, no, mislim. Jaz mislim, da po žanrsko opredeljeni nismo nikdar bili in pomotiti ne bomo, ker v bistvu kreiramo svoj žanr, v bistvu. To nam je bolj zanimivo, da naredimo nekaj svojega iz različnih stvari, ko pa pač se nekam vklopiti v neko strujo. Kot kakšen band bi se opisali, kot ne vem, kakšna zvrst glasbe ali pa kakšen stil, izrazit bi rekli. Če bi zdaj enega, tako ko ne ve, rekel bi kakšen pač... Dance punk. Ja, ali pa rock, hip-hop ali pa več stvari, ja. No Legend je pač, ima tudi sloves, da je zelo dober live band, to se pravi, ki se ga enostavno nekako v bistvu boljše skoraj, da se ga v živo posluša kot pa na plošči. Kaj bi rekli pač, da je glavni razlog za to? Ne, mislim, konec koncev vsaka glasba v živo najboljše zveni, Pač plošče je posnetek posnetka, zdaj glasba naša, ki igramo posnetek neke naše ideje in zdaj valjda, da je boljše živo pred odru ta prvi posnetek, kot ta drugi posnetek, ki je plošča. Sem zdaj kompliciral. Ne vem, kakor si ga vzamem. Še tudi res, da nismo bili nikdar zares zadovoljni za produkcijo, Pa mogoče zaradi tega, tudi ko se ni čutila ta prava energija, tudi že iz produkcije, To je tudi en razlog mogoče. Čeprav pri tej zadnji plošči, ko je Miha pač produciral, se mi zdi, da smo ujeli točno takšen zvok, kakor smo si ga želeli. In se mi zdi, da je isti užitek poslušati to ploščo, fajn na glas ali pa iti na koncert, tako z zaprtimi očmi, mislim. Drugo je pa koncert videti, to pač da en pečat, stvari. Vi kot skupina nastopate tudi dosti v tujini. Kaj bi rekli, da vam je ljubše nastopati nekje na tujem, ko je pač nekaj novega, ali pa raje še domači Sloveniji, kaj bi rekli? Vse v bistvu je vseeno, kjer nastopaš. Najboljše ti je nastopati valjda tam, kjer je neka publika, ki je odzivna, ki se odziva, ki ti da nekaj nazaj in te zašteka in te poslušajo cel koncert. Zdaj pa je to na Češkem, v Franciji ali pa kje druge, je pa v bistvu vseeno, mislim. Ja, edini izziv je v bistvu testirati drugo mentaliteto. To je pa izziv. Ker tle že vemo, kaj pričakovati pa to. V tujini pa nikdar ne veš, kako reagirajo na določen žanr. Ker vsak narod ima ipak nek svoj okus. Generalno je neka ta stvar. Kje bi rekli, da v tujini, da ste doživeli pač najboljši odziv, oziroma kje pa je vaša najboljša v tujini izkušnja? Ta vzhodni blok, Ja, vzhodni blok pa... Češka, Slovaška, Madžarska, Hrvaška v bistvu ne toliko, Srbijo bomo šele napadali zdaj. Ja, Hrvaška smo edini na dober koncert, bi še s prejšnjo založbo, mislim, zasedbo v Puli, na Sunsplashu. Tako da, ja, na Hrvaškem zelo malo igramo. Mogoče tudi ena izmed teh ovir, ki smo se zmeraj izogibali ATA karnet na meji, ker je dolga procedura, je lažje iti čez mejo tle v Avstrijo pa na Češko, kot pa na Balkan. Čeprav zdaj pa letos se ga bomo pa zares prav lotili projekt Balkana. Vi zaradi tega, ker smo ga malo zanemarjali.